Skratka, ko rečem socialna država, seveda to pomeni, da izhajamo iz načela solidarnosti. Ko rečem pravna država, to pomeni, da izhajamo iz načela pravičnosti, ker smo seveda tle na Koroškem, bom tudi to rekel, ker že 4 leta tulim, da žal smo pripeljali v to Slovenijo, v neko Slovenijo prve, druge, tretje in četrte razrednosti. Prišli smo iz Celja, tam smo imeli veliko zgodbo Cinkarne Celje, tle imamo predolgo trajajočo zgodbo, podobno kot v Beli krajini, neke osnovne infrastrukture, dostopnosti. Naši kandidati, tako tukaj kot tudi kje druge, so kandidati iz lokalnega okolja. Zakaj je to pomembno? To je pomembno zaradi tega, kaj je funkcija poslanstva. No, vsezadnje da poslanca, če bo kolega izvoljen, ko bo mislil, da mu v soboto ali v nedeljo nekaj prostega časa, tukaj pocukate za rokav in mu poveste, kaj mu gre, kot se temu reče. Jaz bi se tukaj ustavil, če bojo pa kakšno vprašanje, bom pa z veseljem odgovoril. Ja, hvala. Jaz sem si v bistvu pripravil en kratko predstavitev. Najprej bi rad upravičil še svoja dva tovariša, ki kandidirata tudi v Koroški regiji. To sta Doroteja Pospihal, ki kandidira v Slovenj Gradcu, in Branko Ivanič, ki kandidira v Dravogradu. Žal sta delovno odsotna, tako da jih danes ni tukaj. Bom pa na kratko povedal, politika bi morala skrbeti za javni blagor vseh, oblast pa služiti ljudstvu in ne kapitalu. Pri nas pa se nažalost dogaja obratno. V Levici kandidiram zato, ker verjamem v program, ki bo Sloveniji vrnil demokratično, pravno in socialno državo nazaj, kjer bo oblast pripadala ljudstvu in ne bo delala po befelu stricev iz ozadja oziroma kapitala. Torej, moja kandidatura je tukaj usmerjena v bistvu za ljudi, za ljudstvo. Levica bi v bistvu lahko na kratko povedano rekla, da nastopa proti marsikomu, ampak v resnici pa dejansko nastopamo za ljudi, za najširši krog ljudi, ki so socialno ogroženi, ki dobivajo minimalne plače. Tukaj na Koroškem imamo zelo bogate družbe, podjetja, ki imajo visoke dobičke, delavci pa dobivajo nizke plače in to bo velik socialni problem čez nekaj let, ko se bojo upokojevali in bojo dobivali zelo nizke pokojnine, zato ker je njihova osnova minimalna, dodatki pa žal se ne vključujejo v tisto shemo izračunavanja pokojnin. Tako da v tej smeri bom lahko veliko naredil, zato ker bom zastopal te interese, ki jih danes nobena stranka ne zastopa v parlamentu, ker vse zastopajo bolj interese kapitala in lobijo, toliko v meni. Zdaj pa za mano so še tudi drugi kandidati iz 5. volilne enote. Če ima kdo kaj za vprašati ali povedati, sem dostopen tu. Hvala. Proti prekarizaciji dela. Nažalost imamo tukaj pri nas kar dosti primerov, kjer se uvaja prekarizacija v politiki zaposlovanja delavcev v raznih podjetjih. Ne bom jih sicer imenoval z imenom, ampak nažalost tudi politične stranke v parlamentu, ki trenutno se delajo, da zastopajo socialne in delavske interese, zagovarjajo prekarizacijo. In kot poslanec iz Koroške se bom zavzemal odločno proti temu in bom tudi imenoval te ljudi, ki bodo to zagovarjali. Hvala. Še kakšno vprašanje? Bi še kaj povedal? Jaz le kure govorim, imam spoštovanje do novinarskega foha in njihovih. Lahko še kdo iz Željko, imaš kaj za povedati? Celjska ekipa, imaš tle možnost, ne? Ja, kar na kratko. Jaz bi sam to rekel, da želimo govoriti v imenu tistih, ki so ustvarili 5% rast bruto družbenega proizvoda lansko leto, ki so ustvarili 3 milijarde 200 dobičkov v Sloveniji, ki so med letoma 2010 pa 2016 ustvarili 16% gospodarsko rast. Vsi ti, ki to delajo svojim znanjem, svojimi rokami, jih 2/3 prejema plačo pod povprečjem slovenskim. Ali minimalne plače, ali so, kot sotovariš iz Koroške govori, prekarno zaposleni, brez kakršnihkoli pravic pod mobbingom. Da govorimo v imenu tistih 280 tisoč ljudi, ki živijo pod
pragom revščine. Denarja, kapitala je v tej državi dovolj, ustvarjajo ga pa ti delavci s svojim znanjem in svojim delom. Ta denar je treba drugače in pravičneje prerazporediti. Skratka, samo tako, da država uveljavi, kot je prej kolega rekel iz parlamenta, ekonomske in socialne pravice, ki so uveljavi in konkretizira jih, ki so zapisane v Ustavi Republike Slovenije. Levica to počne v parlamentu, pojača se bomo, naš glas bo močnejši in še več pravic, ki pripadajo ljudem, ki živijo v državi Sloveniji, da se uveljavijo. Željko Cigler. Nekaj bi vseeno še tle dodal, malo razmišljam, ko poslušam kolege. Glejte, vse problematika Koroške, problematika Bele krajine, problematika številnih regij je tudi problematika nekega dejstva, da ta družba in država nima nekih ustreznih politik za mlajše od 40 let. Tle se začnemo pogovarjati tudi o zdravju, tle se začnemo pogovarjati tudi o bodočih pokojninah. In zdaj neki ključni izziv naslednje vlade, v kateri močno upam, da bo tudi Levica, je cel niz izvedbenih politik družbeno-prostorskega razvoja, od ustrezne stanovanjske politike, ki jo 25 let nimamo. Pa tle čez hrib pogledate, vidite vsako avstrijsko občino, ki to zna delati. Do tega, kako se regionalno organizira turizem. Do tega, da se dejansko vprašamo, katera znanja imamo, ker mi se predvsem pogovarjamo, kako bomo nekaj delali. Tle so razlike med političnimi strankami, seveda. Ne pogovarjamo se pa, kaj bomo delali. Veste, basen reč, dajmo se iti lesno predelovalno verigo, brez tega, da bomo resno zamislili, je basen. Mi moramo se tudi začeti ukvarjati znotraj ekonomske demokracije z drugimi in drugačnimi gospodarskimi politikami. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo mora postati to, kar je v njegovem imenu, ne pa nekaj izpostava kakršnikoli lobijev, ker le na takšen način bomo nekako zagotovili, da bomo ljudje po Sloveniji živeli kjerkoli že bomo in da bomo imeli enake možnosti. In to se mi zdi tudi neka srčika programa, ki jo ne le hočemo, ki ga v bistvu moramo izvajati, ker nam tudi to veleva Ustava. Hvala. Ja, to je v bistvu naš program, blaginja za vse, ne le za peščico. To je program, ki ga bomo izvajali poslanci, ki bomo izvoljeni v parlament. Tudi tisti, ki bojo iz drugih regij, bojo zagovarjali isti program, torej bomo zagovarjali vse ljudi, ne pa zgolj peščico. In samo še to bi povedal, na Koroškem smo lani ravno tukaj zbrali več kot 1200 podpisov za dvig minimalne plače. To bo tudi naša prva zahteva, če bojo nas povabili v vlado, da se dvignejo plače delavcem in da se začne delati za ljudi, ne pa za kapital. Hvala.